Zdaj pa prosim predstavnika Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij, dr. Alojza Štajnerja, da v imenu koordinacije nagovori svečani zbor. Dober dan, drage veteranke in veterani, spoštovani kolegi iz Zvez domoljubnih in veteranskih organizacij, cenjeni gostje. Dovolite, da vas poleg pozdrava, da vam najprej izrečem čestitko in zahvalo za opravljeno delo in pa za vztrajanje na braniku domovine in vrednotah, ki so nas krasile, za katere smo se bili pripravljeni žrtvovati pred 28 leti in ki so v naših srcih tudi danes. Lansko leto je bilo eno posebno leto. Mi smo upali, da bo posebno in svečano tudi zaradi 50-letnice praznovanja teritorialne obrambe. Namreč večina nas tukaj prisotnih se štejemo kot nasledniki, pa ne zaradi kontinuitete, ampak zaradi tega, ker smo v teritorialni obrambi do leta 90 spostavljali neke temelje slovenskih obrambnih sil skupaj s pripadniki iz milice. Ampak tudi zaradi tega, ker smo leta 1991 zaradi tega bili uspešni v osamosvojitveni vojni in zavarovanju osamosvojitvenih prizadevanj Republike Slovenije. Tukaj bi moral izraziti javno zahvalo za potrpežljivost, za vztrajnost in pa seveda tudi za pokončnost, ki ste ga izražali. Ni bilo lahko prenesti izjav visokih državnih predstavnikov, da v tisti stari teritorialni obrambi ni nič dišalo po slovenski vojski. Ne samo mi, ki smo bili v teritorialni obrambi, ampak tudi tisti, ki so bili v slovenski partizanski vojski, in verjamem, da tudi tisti, ki zasledujejo cilje in prizadevanja generala Maistra, so bili s tem prizadeti. Pa ne zaradi vulgarne miselnosti, da če ni dišalo, da je smrdelo, ampak predvsem zaradi poniženja, ki so ga nam s tem nekateri poskušali dati. Poleg tega smo kot odgovor na to, kar je danes tukaj na mizi, na številne knjige, bili deležni še zanimive publikacije, ki kriminalizira delovanje teritorialne obrambe oziroma njeno spostavljanje v začetku 70-ih let. Gotovo ni bilo vse čisto takrat, ampak ni nas s tem treba obmetavati in ni nas treba kriminalizirati. Vse tisti, ki smo leta 1990 in 1991 bili v prvih vrstah. Ko smo se spraševali, zakaj je to potrebno, je eden odgovor bil tudi zaradi tega, ker nam domoljubja, ki ga kažemo in ki smo ga kazali pred 28 leti, tega nam ne morejo vzeti, tega nam ne morejo oporekati. Zato je najbrž potrebno uporabiti neka druga sredstva. Uporaba takšnega načina pogleda na našo preteklost je seveda dvorezni meč. Jaz samo upam, da ne bo čez kakih 10 ali pa 20 let se našla dva takrat novodobna raziskovalca, ki bosta ugotovila, da ima tudi teritorialna obramba sodobne slovenske države kriminalne temelje, zaradi tega, ker smo pred in neposredno po osamosvojitveno vojno na veliko prodajali orožje, nekateri tudi zase ali pa za politične stranke. In da smo to nečastno raboto nadaljevali tudi potem, ko smo že imeli slovensko vojsko, ko smo pri takšnih in drugačnih poslih za oborožitev za vojsko poskušali dobivati takšne in drugačne provizije in delali kriminalna dejanja. Gotovo ne govorim danes tukaj tega, zaradi tega, da o tem ne bi smeli govoriti. Čez leta bodo dokumenti bolj na razpolago in bo dobro, če bo kdo to zapisal. Narobe bi pa bilo, če bi s tem packali vse tiste, ki so častno služili domovino. To je tisto, kar sem vam hotel danes povedati. Če poskušam zaključiti, Zveza slovenskih častnikov v letošnjem letu predseduje Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij. To je dobra, povezana domoljubna fronta, ki povezuje vse ljudi, ki dobro mislijo in dobro želijo v Republiki Sloveniji. Koordinacija vstopa letos v 11. leto svojega delovanja in verjamem, da bo svoje poslanstvo opravila tudi v prihodnje. Ker je večino mojega govora današnjega bilo posvečeno obletnicam, dovolite še v eni.
Danes je en zanimiv dan, 6.4. pred 78 leti se je začelo pravzaprav za naše kraje največje gorje na tem področju. Naj bo ta naš zbor posvečen k temu, da si želimo, da se to, kar se je zgodilo leta 6. aprila 1941, ne bi več nikoli ponovilo, pa ne samo zaradi žrtev, ampak tudi zaradi gorja, ki je bilo s tem povzročeno. Hvala vsem in vse dobro naprej.